Se me okej, vidi se dobro. Sliši se, vidi se. Tako da jaz še enkrat vas pozdravljam vse, ki ste prišli in vam želim eno lepo sproščujočo uro. Tako da, ker Hvala. Ja, lep pozdrav še od mene. Jaz predlagam, da kar začnemo, ker imamo na voljo 1 uro in ta pri jogi zelo hitro mine. Tako da vas kar povabim vse, da se najprej usedete v kakršenkoli udoben sedeč položaj. Danes bomo naredili eno tako zelo osnovno, enostavno jogo, da najprej sama napovem, ker bomo preleteli v bistvu vse res take najbolj poznane, najbolj osnovne, enostavne jogijske položaje, asane. Malo bom sproti govorila o njihovih koristih, blagodejnih učinkih, kdaj jih mogoče ni dobro izvajati. Bo res zelo enostavno, primerno za vse začetnike, vse, ki ste že jogo večkrat izvajali. Če ima kdo kakršnokoli vprašanje od teh na Zoomu, ki sodelujete, lahko vmes vprašate. Sicer pa ja, predlagam, da začnemo in kot vedno pri jogi ponavadi začnemo z eno enostavno kratko meditacijo, glih to, da se malo ustavimo, malo zadihamo, odpremo prsni koš, se malo povežemo s svojim telesom, malo ustavimo svoj svoje misli. Glih to, da malo začutimo, kje smo, kje je naše telo. Tako da vas povabim, da če še ne sedite, da se usedete v udoben položaj, lahko lotusov položaj, date eno stopalo pred drugo. Odprete prsni koš, zavijete ramena nazaj. Zravnate, podaljšate hrbtenico, ramena damo navzdol v stran od ušes, da ostavimo čim več prostora med ušesi in rameni. Naredite en globok vdih, čim globlji, čim daljši. Začutite dvig prsnega koša. Če želite, lahko date eno dlan na prsni koš in začutite odpiranje vaših pljuč, vašega prsnega koša. In naredite en čim daljši izdih. In če želite, lahko en dolg izdih skozi usta, da res sprostimo ves ta stres, ki ga nosimo s sabo, da se razbremenite vsega, kar vam morda leži na ramenih čez današnji dan. Da kar še enkrat en globok vdih. In čim daljši izdih. Lahko izpustite en tak zvok oceana, tako se z zrakom požgečkate po grlu, da zaslišite ta dolg izdih. In pazite, da je vsak izdih čim daljši od vdiha, da s tem še dodatno pomirjamo naš živčni sistem. In še enkrat globok vdih, zapreš svoje oči. In med izdihom začutiš dotik tvojih srednjih kosti na podlagi. Začutiš težo tvojega telesa, kako pada proti podlagi, proti tlom. In dovoliš, da vsa teža, vso breme zapušča tvoje telo skozi srednje kosti, se popolnoma sprostiš in res vso pozornost usmeriš navznoter v svoje telo. In zgolj opazuješ, narediš en globok vdih in opazuješ vse zaznave, vse senzacije v svojem telesu. Opazuješ misli, si daš eno priložnost, da se postaviš v vlogo opazovalca, brez da ocenjuješ, brez da sodiš svoje misli. Ampak jih zgolj opaziš, voliš, da pridejo, da grejo, brez identifikacije, brez kritiziranja svojih misli. Da te popolnoma sprostiš svoje ramena, svoj prsni koš, vse svoje mišice. Narediš en globok vdih in če si morda prej zaprl oči, zdaj počasi odpreš oči. Začeli bomo z enim zelo nežnim ogrevanjem, najprej z raztegom našega vratu. Tako da kar začneš počasi krožiti svojo glavo, najprej proti desni strani. Če želiš, lahko oči ostanejo še zaprte. Zato ostaneš še del neke daljše meditacije. In zdaj vso pozornost usmerjaš na vse občutke in zaznave v tvojem vratu. In če čutiš, da imaš kjerkoli več napetosti, več vozličkov, lahko glava tam ostane malo dlje. Ali pripelješ glavo na desno stran, počasi približuješ desno uho, desni rami in istočasno odmikaš levo ramo proti tlom, da res ojačaš ta razteg na levi strani vratu. Roke lahko odložiš ali na kolena ali na tla, karkoli ti bolj odgovarja. Še en globok vdih in lahko glavo zapelješ naprej, narediš en polkrog
In pripelješ glavo na levo stran, levo oko proti levi rami, zdaj istočasno proti podlagi, čim bolj navzdol potiskaš desno ramo, da začutiš razteg na desni strani vratu. Delaš take mini gibe z glavo, greš malo naprej, malo nazaj in opazuješ te občutke, vse zaznave po vratu. In če želiš, če čutiš, da nosiš v vratu dosti napetosti, dosti kozličkov, lahko svoje roke pripelješ na zatilje oziroma na zgornji del hrbta in se malo pomasiraš s parimi krožnimi gibi, malo stisneš to trapezoidno mišico, ki nosi ogromno stresa zaradi tog sedečega položaja oziroma sedečega načina življenja, da se lahko malo stisneš mišice, malo pomasiraš, malo sprostiš vso to napetost. In počasi pripelješ roke nazaj, ali na kolena, ali na tla in gremo naprej do naših ramen. Vrtiš ramena nazaj, jih dviguješ proti ušesom, dvigneš čim više, že skoraj stisneš z vratom in z glavo in zapelješ, narediš čim večji krog nazaj. Tudi tukaj, če hočeš, lahko istočasno še malo aktiviraš svojo glavo oziroma svoj vrat, delaš mini gibene polkroge z glavo nazaj. Malo poslušaš, opazuješ svoje telo in eksperimentiraš. Karkoli ti odgovarja, karkoli čutiš, da tvoje telo danes potrebuje. Zdaj počasi še zamenjaš smer, vrtiš ramena naprej in spet dvigneš čim više in ob izdihu spustiš. Pozornost ves čas ohranjaš na dihu. Še en globoko dih in sprostiš ramena. Zdaj pripelješ roke naprej, stegneš. Če že mogoče čutiš kaj mravljinco v nogah, v stegnih, lahko noge stegneš, ali greš v thunder pose, torej se usedeš na svoje meče, ali imaš strešne stegne, vi to, da sprostiš. Hitro stegneš roke naprej, dlani so obrnjene proti stropu, spet odpreš prsni koš, podaljšaš hrbtenico, narediš en globoko dih in ob izdihu roke na ramena in komolca skupaj se dotakneta. In za globokem vdihu pripelješ komolce čim više in ob izdihu stisneš lopatice, odpreš prsni koš, komolce potisneš nazaj za hrbet in zapelješ naprej. Dlani ves čas ostajajo na ramenih. In spet globoko dih, komolce skupaj zapelješ čim više, mimo glave in ob izdihu nazaj. Naredimo še 3 čim večje kroge in ob izdihu nazaj. Še enkrat globoko dih. Tukaj zdaj raztegujemo zgornji del hrbta, predvsem med lopaticami. Še enkrat globoko dih in ob izdihu stisneš lopatice čim bliže, že odpreš ramenski obroč, v bistvu rahlo rameno potisneš nazaj in ob izdihu pripelješ komolce spet naprej. In zdaj še v nasprotno smer, spet ob vdihu zapelješ komolce nazaj, stisneš lopatice in pripelješ naprej. Vedno, ko je prsni koš odprt, narediš globoko dih in ko je zaprt, izdih. Še dvakrat globoko dih in izdih. In še enkrat globoko dih. In zdaj ostanejo komolci v zraku oziroma zgoraj ob glavi, stegneš roke proti stropu. Dlani so najprej narazen, razprte in najprej eno pa po eno dviguješ proti stropu. Da malo raztegneš, podaljšaš strani trupa, kot da bi hotel nekaj na stropu ujeti, nekaj zagrabiti. Eno pa po eno stran trupa maksimalno raztegneš, da malo sprostiš ta medrebrni prostor, malo prezračiš cel trup. Zdaj pripelješ dlani skupaj, prepleteš prste in odpreš dlani proti stropu in potisneš dlani nazaj. Paziš, da ramena niso preblizu ušes, da nisi pokrčen, ampak da daš ramena čim bolj navzdol, čim bolj stran od ušes in istočasno dlani nazaj. In zdaj začneš delati mini kroge, najprej z dlanmi greš v eno smer in počasi dodajaš še gibanje svojih komolcev, prsnega koša. Opazuješ dihanje, delaš čim daljše, čim bolj globoke vdihe, počasi zamenjaš smer. Opazuješ tudi predel med lopaticami, zgornji del hrbta in med temi krogi, med temi zavoji, skušaš maksimalno potegniti lopatice narazen, ko pripelješ roke naprej, da začutiš tam razteg oziroma sprostitev napetosti.
In prideš počasi nazaj na sredino, narediš globoko dih, se spet rahlo povlečeš navzgor, podaljšaš, raztegneš hrbtenico, globoko dih, dlani potisneš nazaj, lopatice potiska skupaj, dolg izdih in še enkrat globoko dih. In ob izdihu prepelješ desno dlan na tla, lahko še vložiš desni komolec in levo stegneno roko prepelješ čez glavo in odpiraš prsni koš proti stropu. Gledaš proti stropu, tukaj začutiš razteg po celotni levi strani telesa, vse od levega boka navzgor do leve dlani. Odpiraš trup proti stropu, globoko dih. In ob izdihu prideš nazaj na sredino. Še enkrat stegneš roke navzgor, podaljšaš hrbtenico, se povlečeš proti stropu, globoko dih in ob izdihu leva dlan na tla, lev komolec na tla in stegneš desno roko čez glavo in pogledaš proti stropu. Zdaj raztegneš celotno desno stran trupa, globoko dih, odpiraš prsni koš in izdih, prideš nazaj. Ok, malo sprostiš ramena, se uješ nazaj, lahko malo potreseš roke, se znebiš vsega stresa, ki ga nosiš v svojem telesu in počasi stegneš svoje noge. Malo potreseš s koleni in istočasno odpreš prsni koš, podaljšaš hrbtenico, noge so stegnjene. Ok, najprej pokrčiš desno nogo, leva ostane stegnjena, pokrčiš desno koleno in ga pripelješ ob prsni koš. Objameš ga z obema rokama, ko malce daš po desno koleno. Odpreš prsni koš, podaljšaš hrbtenico in ob vdihu dvigneš, stegneš desno nogo. Ni treba, da je popolnoma stegnjena, do kamorkoli prideš, super. Najbolj pomembno samo, da čutiš razteg v tej zadnji strani desne stegenske mišice. In greš še 4-krat, vdih, stegneš do kamor lahko in ob izdihu pripelješ desno stopalo nazaj na tla. In še 3-krat globoko dih in izdih. Vdih in izdih. To so vaje za kolena. Malo krepimo te kolenske vezi. Še globoko dih in ob izdihu pripelješ desno stopalo nazaj. In zdaj začneš krožiti z desnim stopalom najprej v eno smer. Delaš čim večje zavoje, da nežno razgibaš kolenske vezi. Jih istočasno ojačaš, okrepiš, vrtiš še v drugo smer, še 5 zavojev. Še en globoko dih. In ob izdihu pripelješ desno stopalo na levo stegno, greš v položaj pol metuljčka, leva noga je ves čas stegnjena, levo koleno rahlo nežno potiskaš proti tlom. Pripelješ desno stopalo na levo stegno in desno roko, desno dlan na desno koleno. Zdaj bomo naredili par gibov ob vdihu z desno dlanjo, oziroma najprej z levo roko, lahko nežno objameš desni palec oziroma prste na desni nogi, desno stopalo. Z desno dlanjo primeš desno koleno in ob vdihu približaš desno koleno čim bliže prstnemu košu, stisneš, da začutiš rahlo razteg na tej zunanji strani stegenske mišice, globoko dih in ob izdihu potisneš z roko koleno proti tlom, stran od telesa. Nisi pregrob, tukaj nikoli na silo ne odmikaš kolena, lahko daš roko tudi bolj na stegensko stran in še enkrat globoko dih in izdih. In še enkrat vdih. Približaš čim bliže, da začutiš rahlo razteg in izdih. In še zadnjič, globoko dih. In zdaj zadržiš desno koleno ob prsnem košu in objameš desno stopalo z obema rokama, pa enega dojenčka v bistvu. Primeš desno koleno in desno stopalo. In zdaj, da gremo še naprej, da razgibamo tudi malo desni kolk. Ker zdaj te vaje, ki jih upravljamo, te enostavne razgibalne, so v bistvu zelo fajn, da stimulirajo pretok krvi po vseh naših sklepih, omogočajo pretok energije in zdaj se fokusiramo na naš kolk.
Tako da s tem, ko približuješ desno koleno prsnemu košu in ga nežno zibaš od leve proti desni, razgibavamo naš kolk, aktiviramo cirkulacijo v tistem predelu, da odnese vse ostale toksine, ki se tam nalagajo. Istočasno pa razteguješ nežno zunanjo stegensko mišico. Tako da kar ko enega dojenčka zazibaš desno koleno, greš od leve proti desni, delaš čim večje zavoje in globoko dihaš. In prideš počasi nazaj na sredino, stegneš počasi desno nogo, lahko malo potreseš kolena, če čutiš napetost. In gremo na levo nogo, pokrčiš levo koleno, ga spet objameš z obema rokama, desna noga ostane stegnjena. In sedaj ob vdihu ponovno dvigneš levo nogo čim višje. Ni treba, da je popolnoma stegnjena, spet kjerkoli čutiš razteg na zadnji stegenski mišici. Ob vdihu dvigneš levo stopalo in izdih spustiš stopalo na tla. Palci do prstni koš čim bolj odprt, hrbtenica zravnana, podaljšana in še enkrat globok vdih in izdih. Vdih in izdih. Še enkrat globok vdih, lahko narediš par zavojev z levim gležnom. Še malo aktiviraš krvni pretok v stopalu, v prstih in še enkrat globok vdih. In pripelješ levo stopalo nazaj na sredino, 90 stopinj s tlemi. In začneš krožiti z levim stopalom, najprej v eno smer. Da se fokusiraš na predel kolena, delaš čim večje zavoje, nežno razgibavaš kolenske vezi. Istočasno pa kolenom približuješ prsnemu košu, ohranjaš ravno hrbtenico, zamenjaš smer, vrtiš levo stopalo še v drugo smer. Še 3, 2 in 1. In ponovno pripelješ levo stopalo na desno stegno, z desno dlanjo primeš za prste na levem stopalu, na levi nogi. Leva dlan gre na levo koleno in spet ob vdihu približaš levo koleno čim bliže, čim više prsnemu košu in ob izdihu nežno odrineš koleno nazaj proti tlom. In še 4, globoko vdih. In izdih. Če čutiš, da še vedno nosiš eno napetost, en stres v svojem telesu, lahko vsak izdih čim bolj podaljšaš, lahko izdihneš glasno skozi usta. In se s tem razbremeniš malo napetosti, sprostiš svoj sprostiš živčne misli, ki jih nosimo s seboj. In še enkrat globoko vdih, približaš koleno. In dolg izdih, odrineš nežno koleno stran. In še enkrat globoko vdih, objameš levo koleno. In zdaj z obema rokama objameš še levo stopalo, levo celotno, levo kolen in ponovno zazibaš od desne proti levi. Pozorno zdaj počasi prestaviš na predel levega kolka, levo stegno in nežno zibaš od leve proti desni. In opazuješ, če začutiš razteg na zunanji stegenski mišici. Približuješ koleno proti prsnemu košu, ohranjaš zravnano hrbtenico. Prideš počasi nazaj na sredino in stegneš levo nogo. Spet malo streseš kolena. In pripelješ, pokrčiš obe nogi, pripelješ stopala ob boke in prideš v metuljčka. Stopala da skupaj, prepleteš prste na rokah, objameš prste na nogah, objameš svoje palce in približaš kolena čim bliže tvoji medenici, tvojim boku in kolena približuješ tlom. Paziš, da je prsni koš še kar odprt in zdaj narediš globoko vdih, kolena nežno potiskaš proti tlom, da začutiš razteg na notranjih stegenskih mišicah. In ob izdihu se lahko nežno približaš proti tlom, v bistvu se nežno povlečeš z rokami proti tlom, ohranjaš odprt prsni koš, podaljšano hrbtenico
In s tem, ko približuješ celoten trup tlom, podlagi, še dodatno ojačaš ta razteg notranjih stegenskih mišic. Tako da tukaj res poslušaj svoje telo. Če ti odgovarja jače, ne, nikoli na silo, ko ne siliš raztega, ampak poslušaš telo, kjerkoli si je, okej. Te vaje so zelo dobre, da razbremeniš oziroma da sprostiš vse stegenske mišice, sploh po dolgih sprehodih, po kakem teku. In pa tudi po dolgotrajnih urah sedenja, malo sprostiš svoje noge, lahko na hitro skočiš v položaj metuljčka. In zdaj iz metuljčka se počasi prestaviš v položaj mizice. Torej, kolena v širini bokov, dlani v širini ramen. Daš stopala na nate. In bomo naredili, da sedaj še nadaljujemo, gremo naprej na našo hrbtenico. Počasi malo razmigamo, gremo našo hrbtenico. Ena taka najbolj osnovna, najbolj poznana poza je mačka in krava, ki verjetno že vsi poznate. Tako da najprej ob vdihu spustiš popek, spodnji del hrbta, čim bolj proti tlom, usloči spodnji del hrbta, odpreš prsni koš oziroma ramena, potisneš čim bolj stran od ušes, pogledaš navzgor proti stropu, rahlo raztegneš sprednjo stran vratu, da začutiš razteg, narediš globok vdih, popek proti tlom. In ob izdihu usloči zgornji del hrbtenice, dvigneš trebuh stran od podlage, dvigneš popek čim višje, lopatice daš narazen in pripelješ glavo med komolce. Tu narediš en dolg izdih in res lopatice ves čas potiskaš narazen, se v bistvu z rokami odrivaš stran od podlage, da začutiš razteg v zgornjem delu hrbta. To je dolg izdih in spet ob vdihu usloči spodnji del hrbta, popek proti tlom, ramena stran od ušes. Pogledaš navzgor, raztegneš sprednjo stran vratu, globok vdih. Glavo nagneš nazaj. In izdih, glava gre nazaj med komolce in lopatice narazen. Tukaj v tem položaju lahko res poslušaš svoje telo, če hočeš iti hitreje, lahko greš hitrejši ritem, lahko greš še počasneje. Opazuje svojo hrbtenico, vse zaznave, ki jih opaziš, da se morda porodijo tekom te vadbe, teh gibov. In še enkrat globok vdih, raztegneš sprednjo stran vratu, popek proti tlom, da začutiš razteg v spodnjem delu hrbta. In ob izdihu dvigneš trebuh stran od podlage, stisneš zadnjico, aktiviraš stegna, tukaj vključiš tudi noge. In glavo pripelješ med komolce. Izdih in še enkrat globok vdih. In izdih. Globok vdih. In izdih. Prideš nazaj na sredino in da še malo aktiviraš oziroma še malo razmigaš svoje stranske mišice. Tako zdaj ob izdihu najprej pogledaš nazaj proti levemu stopalu in res stisneš vse stranske trupne mišice. Pogledaš nazaj, globok vdih in ob izdihu greš proti desni, pogledaš čez desno ramo nazaj proti desnemu stopalu. Vdih in ob izdihu prideš nazaj. Prideš spet v nevtralen položaj mizice, ravna hrbtenica, roke so v širini ramen, kolena v širini bokov in ob vdihu dvigneš desno nogo čim više, stegneš in dvigneš, aktiviraš zadnjico in desno stegno, globok vdih in ob izdihu pripelješ desno koleno proti prsnemu košu, proti obrazu in potisneš lopatice narazen. To je zdaj položaj tigra. Tu narediš globok vdih in ob izdihu spet dvigneš desno stopalo čim više. Ta položaj oziroma ta asana je res dobra za stegenske mišice, sploh če imaš težave s kakim išasom. Zelo sprosti stegenske mišice, prav tako je pa ful fajn za hrbtenico in za vse notranje organe.
Ob izdihu pripelješ koleno med komolce proti obrazu, pritisneš lopatice narazen in spet vdih, dvigneš desno stopalo čim više, odpreš prsni koš, pogledaš navzgor in izdih med komolce. In še enkrat globoko dih in izdih. In še zadnjič globoko dih, in ob izdihu pripelješ desno koleno na levo stran levega kolena, na zunanjo stran, in potisneš boke nazaj. Greš v položaj otroka s prekrižanimi koleni in počasi dlani sprehodiš čim bolj stran od podlage, odložiš glavo na tla, začutiš razteg v stranskih stegenskih mišicah, narediš globoko dih in ob izdihu se dvigneš nazaj gor v položaj mišice. Gremo še naprej na levo nogo, spet ob vdihu dvigneš levo stopalo, levo koleno čim više, ramena stran od ušes, globoko dih in ob izdihu levo koleno med komolce proti obrazu. In spet vdih, dvigneš glavo in izdih. Koleno med komolce. Globoko dih, gledaš navzgor in izdih. Aktiviraš trebušne mišice, aktiviraš zadnjico in stegna. Še enkrat globoko dih in izdih, lopatice čim bolj narazen. In še zadnjič dvigneš levo koleno, levo stopalo, stisneš zadnjico, stisneš stegna, lahko narediš par zavoj z levim stopalom. Globoko dih in ob izdihu pripelješ levo koleno na desno stran desnega kolena, prekrižaš kolena. In ob izdihu spustiš boke nazaj, se usedeš, greš v položaj otroka in dlani pripelješ čim bolj oziroma odpelješ stran od telesa, da raztegneš celotno hrbtenico, odložiš glavo proti podlagi, globoko dih in ob izdihu dvigneš boke, pripelješ levo koleno ob desno in da zdaj palca skupaj, stopala da skupaj, da se palca dotikata. In spustiš boke nazaj na tvoje stopala in greš v položaj otroka. Tukaj naj daš kolena narazen, palca se naj dotikata, torej stopala sta skupaj. Najprej odpreš prsni koš, pritegneš, podaljšaš hrbtenico in z odprtim prsnim košem počasi približuješ trup proti podlagi in dlani sprehajaš stran od telesa, stran od glave. In čim več prsnega koša skušaš odložiti na podlagi, na tleh. Odloži svoje čelo, naj se dotika podlage. In zdaj razpreš prste na rokah, narediš globoko dih in ob izdihu se povlečeš naprej s prsti, da podaljšaš svojo hrbtenico. Začutiš razteg med vretenci, kot da bi hotel hrbtenico za par centimetrov podaljšati. Da sprostiš vso napetost, predvsem v spodnjem delu hrbta. Odložiš čelo na tla in ostaneš v položaju otroka. Par dolgih vdihov. To je en najbolj yin položajev, enih najbolj pomirjajočih, sprostitvenih položajev v jogi. Aktivira tvoj parasimpatikus, torej se takoj pomiri. Pomaga tvojemu telesu, da se sprosti, da se obnavlja, da se regenerira. Da ni ves čas v boju ali begu, mudu, ampak da lahko se odvija tvoja prebava, se lahko stare celice odstranjujejo. Skratka, ta položaj pomlajuje tvoje telo, je zelo blagodejen. Tako da kadarkoli si v tem položaju, lahko zgolj opazuješ svoje dihanje, delaš čim daljše izdihe. Še globoko dih. In ob izdihu pripelješ prsni koš na tla, noge so stegnjene. Bomo naredili par vaj za naš hrbet. Tako da stegneš noge, vložiš narte spet na tla. Prsni koš vložiš na tleh, roke so pokrčene, dlani so ob ramenih, blizu telesa, ne predaleč. Narediš globoko dih in ob izdihu dvigneš prsni koš navzgor in se z rokami nežno odrineš stran od podlage. Stisne zadnjico, stisne stegna in komolce obdržiš ob telesu. Komolci se stikajo s tvojim telesom.
Odpreš prsni koš, zaviješ ramena nazaj, gledaš naravnost naprej ali proti stropu in se nežno ves čas odriva z dlanmi stran od podlage. Odpiraš prsni koš in rahlo usločiš, nežno usločiš spodnji del hrbta, ampak ves čas istočasno aktiviraš svojo zadnjico. Tukaj boš morda začutil mišice v rokah, bolj kot kje druge. Vendar je vaja zelo blagodejna tudi za spodnji del hrbta, da sprošča napetosti. Še globoko dih in ob izdihu počasi sprostiš prsni koš nazaj. Pa sprostiš roke ob telo, narediš en globoko dih in ob izdihu pripelješ roke nazaj. Če hočeš, lahko odložiš čelo na dlani, daš eno dlan na drugo, lahko odložiš čelo na tla, lahko glava ostane v zraku, roke lahko daš ali naprej pred telo, ali ena dlan na drugo, narediš globoko dih in ob izdihu dvigneš oba stopala, stran od podlage, čim više, dvigneš kolena, dvigneš noge, aktiviraš zadnjico in zadržiš. Dviguješ čim više, s tem krepiš svoje hrbtne mišice, kar je v jogi zelo pomembno, ker res ponavljajo in poudarjajo, da zdravje in gibalnost hrbtenice je pokazatelj zdravja celotnega telesa, tako da je ogromno vaj namenjenih ravno naši hrbtenici. Da če tudi malo počutiš, res opaziš, da se ti hrbtne mišice izjemno aktivirajo. In če počakaš en globoko dih in ob izdihu počasi spustiš stopala nazaj na tla. Malo počiješ, narediš en globoko dih, dolg izdih, opazuješ vse senzacije, vse občutja v tvoji hrbtenici, če že morda čutiš hrbtne mišice. Še en globoko dih in izdih. In se počasi pripraviš na naslednjo vajo. Spet odložiš prsni koš na tla, dvigneš stopala in zdaj istočasno dvigneš tudi roke. Torej, noge in roke dvigneš stran od podlage. In če ti je lažje, zdaj tukaj stanemo 10 vdihov, če ti je lažje, lahko istočasno krčiš svoje roke, ob vdihu odpreš prsni koš, ko malce nežno potisneš nazaj in ob izdihu greš naprej. Še 5krat vdih, ko malce za hrbet in izdih naprej. Noge so ves čas dvignjene, aktivira stegna, aktivira zadnjico in roke držiš. 3, 2 in 1. Sprostiš, odložiš roke, noge nazaj na podlago. Začuti svoje hrbtne mišice. Še globoko dih. In ob izdihu pokrčiš svoje noge in pripelješ svoje stopala nad zadnjico. Daš svoje dlani na stopala, na gležnje. Narediš globoko dih in ob izdihu najprej aktiviraš svojo zadnjico in dvigneš kolena stran od podlage. Dvigneš prsni koš in se z nogami povlečeš navzgor, odpreš svoj ramenski obroč in prideš v položaj puščice, stisneš zadnjico in dvigneš kolena čim višje. To je en najboljših položajev za našo hrbtenico. Sprosti in okrepi. Prav tako pa res odpira tvoj ramenski obroč, krepi tvoje noge, tvoje stegna. Tukaj lahko eno pa eno stopalo odrivaš stran od telesa, s tem še dodatno odpiraš svoj ramenski obroč. Še en globoko dih, dvigneš kolena čim višje, odpreš prsni koš, povlečeš ramena nazaj. Globoko dih in ob izdihu sprostiš. Odložiš kolena, odložiš stopala, vložiš roke na podlago. Še en globoko dih in ob izdihu se odrineš navzgor skozi mizico in prideš do sedečega položaja, to se imenuje Tanja Pose. Torej, boke vložiš na svojih stopalih. Sprostiš svoje ramena, narediš par zavoj nazaj, potrešeš svoje roke, svoje dlani. Globoko dih.
In ob izdihu prideš v indijski počep, torej greš počasi na svoja stopala. In če lahko, pripelješ celotno stopalo na tla, če ne, ostaneš na svojih prstih. Najdeš en položaj, ki ti omogoča počep. Svoje komolce pa navznoter počasi pripelješ ob kolena, da ni daš skupaj druga v drugo in pred prstni koš v namaste mudro. In zdaj z komolci počasi nežno odrivaš kolena čim bolj navzven, začutiš razteg na notranjih stegenskih mišicah. Ostaneš v tem položaju par vdihov. Tudi en zelo, zelo pomembnih položajev za zdravje hrbtenice. Pomembno je, da imaš odprt prstni koš ves čas, da paziš, da ne zapiraš, da ne gre do ramena naprej, ampak da so ramena stran od ušes, prstni koš odprt, hrbtenica podaljšana. En globok vdih in dolg izdih. Še en vdih in ob izdihu pripelješ levo dlan na sredino, na tla med stopala in stegneš desno roko čez glavo. Odpreš prsni koš proti stropu, proti stropu. Globok vdih, začutiš razteg na celotni desni strani telesa, vse od desnega boka navzgor. Tukaj lepo pretegneš, prezračiš, aktiviraš desno stran telesa, globok vdih. In ob izdihu zamenjaš stran, pripelješ desno dlan na sredino, dvigneš levo roko. Če hočeš še malo jačati, narediti še večji preteg, pripelješ desno dlan na levo stopalo in z desnim komolcem odrineš desno koleno, da še bolj odpreš prsni koš. Globok vdih. In ob izdihu spet leva dlan na tla in še enkrat proti desni. Stegneš roko. Vdih. In izdih. Še zadnjič proti levi. Skušaš odpreti prsni koš še bolj kot prej. Vdih. In izdih. Ok, prideš nazaj v položaj počepa. In zdaj stopala pripelješ miškem bližje, narediš globok vdih in ob izdihu rahlo dvigneš boke, ne stegneš še nog popolnoma, noge še ostanejo pokrčene in dovoliš, da hrbtenica še vedno pada proti tlom, proti komolcem. Daš eno dlan na obe dlani daš na svoja komolca in dovoliš, da trup in glava se zibajo, padajo proti tlom. Noge so pokrčene in če želiš, lahko izmenično počasi steguješ kolena in zibaš hrbtenico od leve proti desni. Prideš počasi nazaj na sredino in najprej stegneš noge in res počasi vretence za vretencem, počasi stegneš svoje telo, prideš v stoječ položaj. Stegneš telo in sprostiš roke, sprostiš noge. Pa še malo potreseš svoje stopala. In prideš na začetek joga podlage. Bomo naredili pozdrav soncu, ki začne vedno v stoječem položaju, z aktiviranimi stegni, aktivirano zadnjico. Roke so ob telesu, odpreš prsni koš, stisneš trebušne mišice, aktiviraš svoj center, stisneš zadnjico navznoter in istočasno aktiviraš svoj trebuh. In ob vdihu dvigneš roke navzgor proti stropu in izdih lahko pokrčiš svoje noge in pripelješ prsni koš proti kolenom, se dotakne, prsni koš se dotakne koleno, pokrčiš noge, če je potrebno. Roke so na tleh, dviš globok vdih in ob izdihu stegneš, podaljšaš hrbtenico in stegneš noge, pogledaš naprej. Globok vdih. Roke so še vedno v stiku s podlago, v stiku s tlemi, globok vdih. In ob izdihu
stopiš z desno in levo nogo nazaj, prideš v položaj visokega plenka, vdih in ob izdihu sprostiš prsni koš na tla in se odrineš z rokami navzgor. Odpreš prsni koš, komolci so ob telesu, stisni zadnjico, aktivira stegna, ramena stran od ušes, globoko dih, podaljšaš, raztegneš sprednjo stran vratu in ob izdihu stopiš na stopala in prideš v položaj strešice. Stopala sta skupaj. Če želiš, so lahko noge pokrčene, ni treba, da so stegnjene. Dišem globoko dih. Dolg izdih, hrbtenica je ravna, roke so stegnjene. Prsti na rokah so narazen, da imaš čim več stabilnosti, čim več opore. Dviguješ boke proti stropu, kolena pa istočasno približuješ proti hrbtenici. Še globoko dih. In ob izdihu stopiš ponovno z desnim in levim stopalom med dlani. Spet najprej podaljšaš hrbtenico, pogledaš naprej. Noge so stegnjene, hrbtenica je podaljšana, globoko dih. In ob izdihu se s prsnim košem dotakneš kolen, noge lahko pokrčiš. Roke so še vedno na tleh, vdih. In ob izdihu dvigneš prsni koš in stegneš roke proti stropu. Aktivira zadnjico, aktivira stegna, vdih in izdih, sprostiš. To je ena serija pozdrava soncu A. Obstajata A in B, tako da zdaj bomo šli še na B. Je sicer zelo podobna, malo daljša, mogoče malo zahtevnejša. Pri Aštangi jogi se vedno začne za. Začnemo isto, v stoječem položaju, stopala čim bolj skupaj, palca se dotikata, aktivira zadnjico, stisne stegna, globoko vdih, dvigneš roke čez glavo in ob izdihu pripelješ prsni koš na kolena, noge lahko pokrčiš, roke so na tleh, vdih in ob izdihu podaljšaš hrbtenico, odmakneš prsni koš stran od kolen, stegneš noge, gledaš naprej, globoko dih in ob izdihu, zdaj tu imaš spremembe, pokrčiš noge, spustiš boke, prideš v sedeč položaj in ob vdihu pripelješ roke navzgor, ob ušesa, hrbtenica podaljšana, tukaj odpreš prsni koš in maksimalno stisneš stegna, stisneš zadnjico, tukaj res čutiš mišice, globoko dih. In ob izdihu pripelješ prsni koš nazaj na kolena, dvigneš noge, vdih in izdih, stopiš nazaj, prideš spet v položaj visokega plenka. Vdih in izdih, spustiš navzdol, spustiš prsni koš na tla in ob vdihu se odrineš navzgor in komolci še vedno ob telesu. Stisni zadnjico, aktivira stegna, globoko dih, pogledaš navzgor. Rahlo sloči spodnji del hrbta, aktivira zadnjico, globoko dih in izdih. Stopiš na prste, prideš nazaj v položaj strešice. Boke dviguješ proti stropu, glava med komolci, globoko dih. In ob izdihu pokrčiš desno nogo in pripelješ desno stopalo med dlani. Desno koleno pripelješ naprej, prideš v položaj bojevnika 1. Leva noga stegnjena, če hočeš za lažjo verzijo, lahko pripelješ levo koleno na tla. Paziš, da je 90 stopinj v desnem kolenu. Globoko dih, dvigneš roke čez glavo, se rahlo sločiš nazaj, odpreš prsni koš, stisneš zadnjico, da zavaruje svoj spodnji del hrbta, tvoj ledveni del. Roke ob telesu, globoko dih. In ob izdihu roke nazaj na tla, ob desno stopalo, prsni koš na desno koleno, globoko dih. Nazaj skozi visoki plenk, spustiš prsni koš, da se dotakne podlage, globoko dih. In ob izdihu dvigneš trup stran od podlage, se odrineš stran s svojimi dlanmi, komolci ob telesu, globoko dih.
In izdih nazaj v položaj strešice. Globoko dih. In z izdihom ponoviš isto na drugi strani in pokrčiš levo koleno, pripelješ levo stopalo med dlani. Spustiš boke čim nižje, paziš na 90 stopinj levega kolena. Desna noga stegnjena, če hočeš, lahko odložiš desno koleno na tla. Globoko dih, dvigneš roke. Nazaj, čez glavo odpreš prsni koš, oziroma komolci ob ušesih. Globoko dih, spustiš boke čim nižje. Stisne zadnjico. In izdih, prsni koš nazaj na levo koleno. Roke na tla. Združiš stopala. Levo ob desno. Nazaj v visokem plenku, globoko dih. In ob izdihu sprostiš prsni koš nazaj na podlago. Vdih. In izdih. Se ponovno dvigneš stran. Komolci ob telesu, pogledaš navzgor, sprosti zgornji del vratu. Globoko dih. In izdih. Ponovno strešica. Boke dviguješ proti stropu, lahko izmenično pokrčiš kolena. Globoko dih. In ob izdihu stopiš naprej z obema stopaloma. Greš najprej v sedeč položaj, spustiš boke čim nižje, aktivira zadnjico, stisne stegna. Roke naprej, odpreš prsni koš. Globoko dih. In izdih, prsni koš na kolena. Podaljšaš hrbtenico, pogledaš naprej, globoko dih. Dvigneš, prideš v stoječ položaj, dvigneš roke, vdih in ob izdihu sprostiš. Ok, to je bila pozdrav soncu B. In zdaj se že počasi približujemo koncu. Bomo pokazali še eno asano, zelo blagodejno za prebavo za notranje organe. Prideš oziroma ostaneš v stoječem položaju, stopala daš čim bolj narazen. In najprej desno stopalo obrneš navzven oziroma na začetek ali konec svoje joga podlage. Globoko dih in roke stegneš ob telo. Vdih aktivira stegna, stisne zadnjico, globoko dih. In ob izdihu pripelješ desno dlan na desno stopalo, boke potisneš naprej in dvigneš levo roko navzgor proti stropu. Gledaš proti levi dlani, to je položaj trikotnika. Tukaj res skušaš celotno telo dati eno ravno linijo. Si predstavljaš, če je za teboj stena, da si čim bolj v ravnem položaju ob steni. Globoko dih. In ob izdihu ideš nazaj gor, stegneš roke ob telo in greš na drugo stran. Odpreš levo stopalo proti koncu joga podlage in ponoviš isto. Stegneš roke, globoko dih in ob izdihu leva dlan na levo stopalo, dvigneš desno proti stropu, globoko dih. Stisneš trebušne mišice in ob izdihu prideš nazaj gor in sprostiš roke, sprostiš noge in prideš počasi nazaj v sedeč položaj. In odložiš vretence za vretencem svojo hrbtenico na tla. Čisto za konec. Naredil še par razteznih vaj za naš hrbet. Da prideš v ležeč položaj, sprostiš noge, sprostiš roke. Celotna hrbtenica naj bo v stiku s podlago, v stiku s tlemi. Nežno potiskaš le dveni del hrbtenice ob tla. Paziš, da ni presledka med svojim telesom in med podlago. Globoko dih. In ob izdihu najprej pokrčiš desno koleno in dvigneš glavo, dvigneš vrat in se dotakneš desnega kolena s svojim čelom ali svojo brado. Čim bližje s prsnemu košu pripelješ desno koleno. Leva noga ves čas stegnjena, levo koleno nežno potiskaš ob tla. Globoko dih.
In ob izdihu sprostiš glavo vrat nazaj na tla in pripelješ desno koleno na levo stran telesa in stegneš desno roko 90 stopinj stran od telesa. In zdaj nežno približuješ desno kolo proti tlom in desno ramo proti tlom, da narediš en čim večji zasuk spodnjega dela hrbta. Narediš en globoko dih. In ob izdihu prideš nazaj na sredino, stegneš desno nogo, pokrčiš levo in levo koleno objameš, dvigneš glavo, dvigneš vrat, se dotakneš levega kolena. Lopatice potisneš rahlo narazen, se dotakneš kolena, globoko dih in ob izdihu odložiš glavo vrat nazaj in pripelješ levo koleno na desno stran telesa, na tla in stegneš levo roko. 90 stopinj na levo stran. Zdaj spet istočasno približuješ proti tlom koleno in ramo. Začutiš razteg, zasuk na spodnji strani hrbta, globoko dih. In ob izdihu prideš nazaj na sredino. Pokrčiš obe koleni, dvigneš glavo, dvigneš vrat, se dotakneš kolen, prideš v položaj ene jajčke, da popolnoma sprostiš svoj hrbet, se dotakneš kolen. Vdih in ob izdihu sprostiš glavo, vrat in sprostiš noge. Odložiš roke ob telo, dlani so obrnjene proti stropu. Noge oziroma stopala so narazen, dlani stran od telesa. Narediš en globoko dih. In ob izdihu zapreš svoje oči. Popolnoma sprostiš telo, začutiš stik telesa s podlago. In z vsakim izdihom bolj in bolj sproščaš vsak del svojega telesa, sprostiš vsako mišico in opazuješ svoje dihanje. To je zdaj zadnji del joge, ki se imenuje šavasana. Če želiš, lahko v tem položaju ostaneš, kolikor dolgo hočeš. To je sprostitveni del, ki je zelo pomemben pri jogi, ker pomaga, da tvoje telo zaužije vse blagodejne učinke vseh opravljenih vaj. Dovoliš mu en počitek, eno sprostitev. Da, če želiš, v tem položaju ostaneš, sicer pa je to z moje strani vse. Tako da najlepša hvala. Evo, superca, hvala lepa za tole uro sprostitve. Tako da jih uživajo veliko tudi na Facebooku, tako da če imaš še tu kakšno vprašanje, drugače pa Sara, hvala ti in se vidimo v naslednjem tednu. Kaj bomo pa naslednji teden počeli? Naslednji teden se pogovarjamo o tem, kako jogo vnesti vsak dan. Eni taki zelo praktični nasveti, kako si eno rutinco ustvariti. Super, že komaj čakamo naslednji teden, tako da hvala ti še enkrat in pa se vidimo naslednji teden. Najlepša hvala vam. Lep dan.